Odkar je nastopila epidemija COVID-19, se v Sloveniji vedno več govori o duševnem zdravju in se ga prepoznava kot enega izmed dveh ključnih sestavnih delov zdravja posameznika. Še več, letošnje leto je vlada razglasila za leto duševnega zdravja. Kaj vse to pomeni za nas v praksi? Kaj sploh pomeni biti duševno zdrav? In kaj lahko storim, ko se znajdem v duševni stiski? Kako lahko okrepimo svoje duševno zdravje? V današnjem pogovoru se mi bo pridružil predstojnik Centra za duševno zdravje na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, dr. Matej Vinko, specialist javnega zdravja, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja in nas povabil na zanimiv dogodek, ki se bo v slovenskem prostoru zgodil prvič. Namenjen pa je prav vsem starostnim skupinam. Lep pozdrav! Bova za začetek morda, kaj sploh je duševno zdravje in kako vemo, da naše zdravje ni okej. Ja, duševno zdravje je v bistvu ena taka kar zapletena stvar, pa hkrati zelo enostavna. Na nek način duševno zdravje vsi doživljamo vedno, skozi vsak dan, ko smo budni, nas obdajajo neka čustva doživetja, neki občutki spoznanja o nas samih, naših sposobnostih, željah, možnostih. In vse to je na nek način duševno zdravje. Duševno zdravje, tako kot ga radi obravnavamo na področju duševnega zdravja oziroma na področju javnega zdravja, razumemo kot kontinuum oziroma dva kontinuuma. En je kontinuum pozitivnega duševnega zdravja ali duševnega blagostanja, drugi je kontinuum duševnih težav ali težav v duševnem zdravju. In ta dva kontinuuma govorita dve zgodbi, ki sta povezani, neločljivi, ampak sta hkrati ločeni. Po eni strani, tej pozitivni, skozi prizmo duševnega blagostanja, opisujemo različne zmožnosti, ki jih posamezniki imamo, da funkcioniramo v družbi, da imamo vzpostavljene neke pozitivne odnose, medosebne odnose, odnos do samega sebe, neka prepričanja o naši vlogi, poziciji v družbi, v kateri smo, in tudi pogled na družbo, ki nas obdaja. Ti so lahko taki, da imamo občutek, da prispevamo k družbi, da lahko sami izpolnjujemo svoje potenciale, da sledimo svojim željam, imamo, da rečem, nadzor nad svojim življenjem, da doživljamo pozitivna čustva, da vidimo smisel v svojem življenju in tako naprej. Recimo, to so eni vidiki pozitivnega duševnega zdravja. Potem drugi kontinuum, druga plat te zgodbe je pa ta kontinuum duševnih motenj ali pa težav v duševnem zdravju. In tukaj pa potem govorimo o stiskah, o težavah, ki jih prav tako lahko vsak od nas doživlja. Raziskave kažejo, da velika večina vseh nas bo tekom življenja v situaciji, v nekem trenutku, ki je lahko različno dolg, imela hude težave, velike stiske, ki jih bomo sami težko premagali. Ampak seveda, veliko od nas bo te težave samih premagalo. Dobršen delež prebivalstva bo za to rabil strokovno pomoč. Kako pa bi lahko ocenili stanje v Sloveniji, se pravi, koliko smo duševno zdravi v Sloveniji? V zadnjem času se veliko govori o tem. Obstaja kakšna ocena, se naše duševno zdravje slabša, boljša? Lahko sploh tako ocenimo? Ja, to je v bistvu tako jedrno vprašanje javnega zdravja ali pa javnozdravstvenega preučevanja. Da postavimo neko oceno, kakšno je stanje nekega zdravstvenega pojava med prebivalstvom. In odgovor je ponavadi precej zapleten, seveda ga pa lahko poenostavljamo in ga lahko poenostavimo. In zdaj, en odgovor je tak, da na podlagi podatkov, ki jih v Sloveniji imamo, zelo težko podamo tako celovito sliko. Pa vendarle, recimo raziskava SIPANDA, ki smo jo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje izvajali skoraj da od začetka epidemije, kontinuirano vse do sedaj,
nam kaže, da splošno duševno zdravje, če lahko tako poimenujem te podatke, ki jih imamo, v času epidemije ni upadalo. Ne? Kar govori o tem, da je prebivalstvo, če ga pogledamo kot celoto, v bistvu zelo odporno. Da ima zmožnosti, kompetence, da ohranja svoje duševno zdravje in skrbi za svoje duševno zdravje. Pa vendar, to ne pomeni, da pred epidemijo to stanje ni bilo boljše. Ne? Na podlagi podatkov, ki jih imamo, tega ne moremo oceniti. Hkrati to ne pomeni, da so vse skupine prebivalstva ohranjali svoje duševno zdravje. Hkrati iz iste raziskave vemo, da so bile težave veliko pogostejše med mlajšimi in mladimi odraslimi. Tako da ta slika je tako, ne, zelo kompleksna. Pa vendar nekako generalno gledano, tudi ali pa predvsem na podlagi tujih raziskav, lahko rečemo, da delež oseb z duševnimi motnjami, se pravi duševnimi težavami, ki zahtevajo specialistično zdravstveno obravnavo, narašča zelo počasi, kar je v nasprotju verjetno nekemu splošnemu občutku ali pa tudi v nasprotju z izkušnjami, ki jih imajo ljudje, ki so zaposleni recimo v šolah ali pa tudi v zdravstvu. Pa vendar, pomembno se je zavedati, da ko se mi pogovarjamo na ravni javnega zdravja, epidemiologije, o stanju med prebivalstvom, gledamo na stanje, kakršno je med prebivalstvom. Medtem ko v številnih drugih okoljih pridejo v stik z osebami, ki bodisi do njih dostopajo, takšen je recimo primer zdravstva, oziroma lahko na duševno zdravje gledajo nekoliko drugače, kot ga razumemo ali pa proučujemo mi. Ne? In zagotovo se v zadnjem obdobju spreminja duševno zdravje na način, da je prisotnih tudi več težav, kot jih poimenujemo v duševnem zdravju, naj je to med mladostniki, mladimi odraslimi, tudi starostniki. Pa vendar nekako stroka še vedno zagovarja ta pogled, da niso vse težave že takoj tudi duševne motnje. Težave so lahko seveda težke za vsakega posameznika, saj ne gre se za to, da bi jih poskušali minimalizirati. To je še vedno nekaj zelo neprijetnega in kar zahteva veliko energije, če jih želimo obvladati sami ali s pomočjo drugih, ne? Pa vendarle je smiselno uporabljati neko distinkcijo in ločevati različne oblike ali pa pojavnosti duševnega zdravja, da ne povzročimo oziroma da ne odpiramo ali pa da ne podpiramo dodatne stigmatizacije tega področja. Ne. Potrebno se je pač o teh zadevah, teh temah, pojavih pogovarjati odkrito, ne, kot o nečemer, kar je zelo vsakdanje, ker to ne navsezadnje je. Ne. Kot sem omenil, tekom življenja bomo najverjetneje vsi šli skozi zelo težke trenutke in takrat mislim, da bomo zelo ocenili, če se bomo o tem lahko odkrito pogovarjali, ker tako bomo zelo gotovo hitreje prišli do ustreznejših rešitev, načinov, kako te težave rešiti in se iz tega tudi nekaj naučiti. Ne. Pa se mi zdi, da se v zadnjem obdobju več odkrito pogovarjamo o pomenu duševnega zdravja, kar je verjetno dobro. Ne? Potem lahko povemo tudi, kakšni so viri pomoči oziroma kako si lahko pomagamo sami, kje lahko najdemo pomoč. Zagotovo mislim, da v zadnjih letih se o duševnem zdravju ponovno pogovarjamo več, tudi na drugačen način. Nenazadnje imamo v Sloveniji prvo nacionalno strategijo o duševnem zdravju, program Mira, ki je prisoten od leta 2018. Imamo tudi različne kampanje, ki bodisi naslavljajo ravno stigmatiziranost področja ali pa stremijo k temu, da se poveča pismenost o duševnem zdravju. Ne? Tako da ja, definitivno, če lahko ocenim tako na ravni celotne Slovenije, se v zadnjem obdobju govori več in drugače, ampak še vedno smo priča
pojavom diskriminacije, stigmatizacije oseb z izkušnjo, z duševno motnjo, s težavami na področju zaposlovanja, izobraževanja, nastanitev in tako naprej. Ne. Vse to so področja, ki jih moramo reševati in ki so del vprašanja duševnega zdravja. Ne. Omenili ste nacionalni program duševnega zdravja Mira. Katera področja pa naslavlja ta program? Nacionalni program je v bistvu tak unikaten dokument, zadeva duševno zdravje, kar pomeni, da zadeva številna področja naše družbe. Od vzgoje in izobraževanja do zdravstva, raziskovanja, sociale in tako naprej. V tem dokumentu so oblikovana prednostna področja. In ta prednostna področja segajo vse od skupnostnega pristopa, torej naslavljajo drugačen način sodelovanja z skupnostjo v lokalni skupnosti, iskanje rešitev na probleme tam, kjer se ti pojavljajo med ljudmi, v njihovih okoljih. Potem imamo v nacionalnem programu tudi prednostno področje preventive duševnih motenj in promocije duševnega zdravja za različne starostne skupine, področje mreže služb, kjer se dotikamo vsega od reorganizacije služb v zdravstvu do urejanja vprašanja psihoterapije, recimo, kar je trenutno zelo aktualno. No, to imamo področja raziskovanja, evalvacije nacionalnega programa, torej zares zelo širok nabor prednostnih področij, ki tako celovito pokrije celotno področje duševnega zdravja. Hkrati imamo pa tudi dve prednostni področji, ki sta prav posebej pomembni za Slovenijo, ker naslavljata dva javno zdravstvena problema, ki sta pri nas v primerjavi z drugimi evropskimi državami še posebej izrazita, in to je področje samomora in pa alkohola. Kako se pa učinki tega programa kažejo v praksi? Če recimo čisto tako vprašam, kaj imamo posamezniki ali pa kaj imam jaz kot državljanka Slovenije od tega programa? Zdaj, to je nek dokument, zelo celovito napisan. Kaj pa, če damo to v prakso? Ja, tak dokument usmerja nek razvoj, ne? In v praksi pomeni, da je sprožil premike ali pa pospešil določene premike, ki so se že dogajali v našem okolju. To lahko pomeni recimo da ste bolj izpostavljeni ali pa imate dostop do različnih programov preventive ali pa promocije duševnega zdravja. Programi, ki jih opredeljujemo kot dobre prakse na področju duševnega zdravja, so bili dodatno podprti v okviru programa Mira, recimo program To sem jaz, program Neverjetna leta, program Cool Kids in še bi lahko našteval. To je en vidik. Drugi vidik je recimo sprememba v organizaciji mreže služb. Po celotni Sloveniji so se začeli vzpostavljati centri za duševno zdravje odraslih in pa za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ki so v bistvu ena novost v našem zdravstvenem sistemu, saj so umeščeni na primarno raven zdravstvenega varstva, zdravstvene domove, bližje ljudem, v navednicah, če lahko tako rečem, in nudijo en multidisciplinarni pristop, kjer se poskuša zares odgovarjati na potrebe posameznika z najbolj ustreznimi pristopi in storitvami. Širom Slovenije je zdaj vzpostavljenih že res veliko centrov in v prihodnjih letih nameravamo to mrežo tudi izpolniti. In recimo to je že en pristop, s katerim poskušamo povečevati dostopnost specialističnih storitev in s tem seveda vplivati na ta vidik potreb na področju duševnega zdravja, ki jih zelo jasno prepoznavamo v naši državi in jih zelo jasno prepoznavajo seveda tudi drugod. Nismo na tem področju izoliran primer. Torej, v okviru nacionalnega programa se res razvija in odvija zelo veliko. Pa vemo, kaj vse nam je na voljo, oziroma kje pridemo lahko do vseh teh informacij. Ni treba verjetno čakati do trenutka, ko smo v težavi. Ja, absolutno ne. Ena od prvih točk, recimo informiranje, lahko zagotovo spletna stran programa Mira, zaduševnozdravje.si. Pa vendar,
Ja, to vprašanje je zelo na mestu, ker pogosto, ali pa tudi če razmislim samo o sebi, bi težko zares, tudi v okolju, kjer živim, sam naštel, kaj vse je na voljo. Pa mogoče tukaj potem lahko ne vemo, kaj točno bi rabili, ne vemo, na kateri točki se obrniti po pomoč. In to so vse razlogi, morda zakaj tudi je to področje iskanja pomoči tako problematično, specifično na področju duševnega zdravja, ko se pogovarjamo o pismenosti o duševnem zdravju ali pa vrzeli v iskanju pomoči na področju duševnega zdravja. Pogosto izpostavljamo, kako velik delež ljudi ne poišče pomoč, čeprav se ocenjuje, da doživljajo resne stiske. Približno polovica ljudi recimo se ocenjuje, da ne poišče pomoči. In tukaj je res verjetno treba delati majhne korake. Pa naj je to, da se informiramo na spletu, na spletnih straneh, kot je spletna stran programa Mira, kot sem omenil, ali spletna stran kateregakoli drugega programa ali aktivnosti, ki zadeva duševno zdravje. In že tam se lahko ponudi en tak pregled na različnih virih in oblikah podpore in pomoči. Zdaj, pomembno je pa tudi, kar ste izpostavili, da skrb za duševno zdravje se ne začne samo takrat, ko smo v stiski. Veliko aktivnosti, ki jih počnemo z veseljem, v bistvu, je ključnih za duševno zdravje. Seveda, zdrav življenjski slog na splošno, zagotovo, ampak tudi različne kulturne aktivnosti, prostovoljstvo. Vse to so eni taki pomembni členi v tem v širši sliki duševnega zdravja, ki jih je prav, da jih spodbujamo za to, da varujemo svoje duševno zdravje, da ga krepimo. In po drugi strani so to pogosto lahko tudi aktivnosti, ki nam pomagajo, ko smo v stiski. Ampak ponovno, duševno zdravje je izredno širok pojem, raznoliko področje, kjer v bistvu vsak posameznik doživlja stiske, različne stiske na različen način in različne načine jih tudi razrešuje. Se pravi, se lahko naučimo teh tehnik, da gremo lažje skozi stiske, da lahko sproti krepimo svoje duševno zdravje. To je neka stvar, za katero lahko skrbimo vsak dan, z vsakodnevnimi aktivnostmi. Absolutno. In številne teh aktivnosti bodo tudi predstavljene na Festivalu duševnega zdravja. Od tehnik sproščanja, pa tudi recimo, kako se soočati z nekaterimi večjimi dogodki v življenju, ki v veliki večini tako, vplivajo na vse nas. Lahko, da so strašno pozitivni dogodki, ampak to so pomembne prelomnice v našem življenju in nas postavljajo na neko preizkušnjo. In za marsikoga so lahko tudi zelo stresne. Stresne na način, da ne najde pravih načinov ali ustreznih načinov, kako se s tem stresom soočati. In tudi te teme bojo naslovljene v obliki predavanj in delavnic na festivalu. Zdaj, poleg predavanj in delavnic bodo pa tam tudi številne stojnice. Čez 45 stojnic bomo imeli na festivalu in tam se bojo predstavila društva, organizacije, ki so aktivne na tak ali drugačen način na področju duševnega zdravja. In to bo ena krasna priložnost, da lahko vsak izmed nas v bistvu vidi, kaj vse je na tem področju na voljo v Sloveniji, morda tudi v njihovem lokalnem okolju. In prepričan sem, da bo to en tak zanimiv dogodek, kjer bo prav za vsakega nekaj. Takšen dogodek se bo v Sloveniji odvijal prvič. Razmišljate tudi, da bi se pač ponavljal? Kako je pa sploh prišlo do te ideje? Ja, v bistvu je to prvi tak dogodek, ki je namenjen splošni publiki, ki je odprt za vse. In začutili smo, da se, seveda ne moremo mimo pandemije COVID-19, vedno več pogovarja o duševnem zdravju. Vse zavedamo pomena duševnega zdravja. In veliko ljudi je aktivnih na področju duševnega zdravja. In želeli smo v bistvu vse to pokazati.
Zagotovo imamo tudi velike težave na različnih področjih, ampak to ne pomeni, da ni prisotnega marsičesa drugega. In to smo želeli pokazati s tem dogodkom, da imamo v Sloveniji veliko strokovnjakov, veliko organizacij, zelo zagnanih vestnih ljudi, ki delajo na tem področju in so prisotni v skupnosti. In se imajo tudi možnost predstaviti. Ne? In se imajo na tem dogodku možnost predstaviti. Ja. In hkrati si želimo, da to ne bi bil prvi in edini tak dogodek. Želimo si tak dogodek ponavljati tudi drugod po Sloveniji, ker vendarle je to vseslovenski dogodek. Zasledila sem podatek 23 predavanj in delavnic, več kot 40 organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja. To bo res velik dogodek. Ne? Da ne pozabimo omeniti, da bo dogodek brezplačen in je namenjen prav vsem starostnim skupinam. Celo posladkali se bodo lahko z brezplačnimi palačinkami. Kakšna bo pa vsebina predavanj in delavnic? Nam lahko poveste kakšen primer? Omenili ste že nekaj tistih življenjskih prelomnic, ki so lahko zelo pozitivne, pa vendar lahko stresne, lahko so tudi kakšne težje preizkušnje v življenju, pa verjetno tudi kakšne vsakodnevne tehnike, ne vem, veščine, ki jih lahko opravljamo vsak dan. Ja, tako je. Pri oblikovanju programa delavnic in predavanj smo želeli ponuditi vsem starostnim skupinam nekaj. In smo imeli res težko nalogo, ker je vsebin in izkušenih in zanimivih predavateljev in izvajalcev delavnic pri nas res veliko. Tako da smo na koncu izbrali en nabor, kjer lahko ponudimo vsem starostnim skupinam nekaj. In recimo, če sem lahko malce bolj konkreten, recimo mladostnikom je na voljo delavnica Dobro počutje, duševno zdravje in internet, ne, kar je zelo izpostavljena tema. Potem za mladostnike, mlade, odrasle predavanje o manj stresnem skoku iz študija v zaposlitev, kar je že ena izmed tistih prelomnic, o katerih smo govorili prej. Za pričakujoče starše oziroma mamice o nosečnosti in strahu, ki ga lahko doživljajo v tem obdobju. Potem imamo delavnice in predavanje za zaposlene o preprečevanju izgorelosti, pa kratke tehnike sproščanja, to so delavnice, ki so namenjene prav vsem generacijam in seveda potem tudi za starejše delavnico o upadanju kognitivnih sposobnosti, kako upad upočasniti in tako naprej. Kot rečeno, simultano bodo v 4 predavalnicah potekala predavanja in delavnice od 11. ure pa vse do 18. Tako da, ja, vsebin je zares za vsakega nekaj. Tako je. Zasledila sem pa tudi, da bo na dogodku živa knjižnica. Kaj pa je to? Ja, živa knjižnica je v bistvu knjižnica, kjer ne beremo iz knjig, ampak se pogovarjamo z ljudmi, ki bi te knjige lahko napisali ali pa so jih napisali. Torej, ideja žive knjižnice je trenutek, prostor, priložnost, kjer lahko spregovorimo z osebo z izkušnjo duševne motnje in se odkrito pogovorimo o občutkih, o izkušnjah, ki jih je ta oseba imela. Torej, ljudje z imenom in priimkom in obrazom, ki so tam, in je res lahko prijetna priložnost, da se pogovarjamo o zadevah, ki nas zanimajo in dobimo informacije iz prve roke, morda tudi o nekih temah, ki so mitizirane, v katerih oziroma v katerih velja neko prepričanje, da je situacija takšna, pa morda mi sami nismo prepričani, da je takšna. No, živa knjižnica je lahko priložnost, da povprašamo in iz prve roke izvemo osebno izkušnjo posameznika, ki je skozi izkušnjo duševne motnje šel. Sliši se res zelo zanimivo in vsekakor priporočamo vsem, da pridejo na dogodek in se udeležijo kakšnega predavanja, obiščejo živo knjižnico, in ker prepričani smo, da bo vsak našel nekaj zase.
Najlepša hvala za pogovor in se vidimo na prvem festivalu duševnega zdravja v Sloveniji. Mislim, da nisva omenila še datuma, to bo 18. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tako je, ja, in dogodek se bo pričel že ob 10. zjutraj. Otvorila ga bo predsednica države, dr. Nataša Pirc Musar, ki je tudi častna pokroviteljica dogodka. Super, najlepša hvala. Hvala. Skrbeti za duševno zdravje je pomembno. Vedno in vsak dan. Kot smo slišali, bomo na festivalu duševnega zdravja lahko našli nasvete o tem, kako poskrbeti za svoje dobro počutje v posameznih starostnih obdobjih ali vlogah, v katerih se znajdemo tekom življenja. Tudi starši in bodoči starši boste dobili koristne informacije o tem, kako poskrbeti zase in za dobro počutje svojih otrok in mladostnikov. Zato se vidimo 18. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani od 10. ure dalje. Če se dogodka ne boste mogli udeležiti, lahko koristne informacije vedno najdete na spletni strani programa Mera. Z nami pa se lahko družite tudi na družbenih omrežjih, kjer smo vam na voljo za dodatne informacije. Hvala, ker ste poslušali današnji pogovor. Z vami sem bila Katja in lepo vas pozdravljam do prihodnjič.